kljubuje in stoji. Prav s slednjimi besedami Josipa Murna Aleksandrova bi lahko opisali našega rojaka, dr. Jožeta Toporišiča, čigar leto obeležujemo in mu posvečamo tudi osrednjo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri vas, spoštovani obiskovalci in obiskovalke, prav prisrčno pozdravljam. A posebno pozornost doživlja tudi po izteku svojega bogatega življenja. Na civilno pobudo in ob sodelovanju Knjižnice Brežice, Posavskega muzeja Brežice, Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, ki si je lani oktobra nadela ime po cenjenem rojaku, Pleteršnikove domačije in ostalih, se v tem letu spominjamo nanj z nizom dogodkov. Nad bogato dediščino pa skrbno bdi tudi občina Brežice, katere častni občan je dr. Toporišič tudi bil. K besedi vabim gospoda Ivana Molana, župana občine Brežice. Spoštovani prejemniki priznanj in odličij, cenjeni slavnostni govornik, dragi kulturniki in kulturnice, spoštovani gospe in gospodje. Ljubiteljska kultura je tista, ki nas povezuje, ki povezuje kraje, ki povezuje mesta in seveda povezuje med ljudmi tudi države. Kultura pa je tudi tista, ki gradi identiteto tako krajev, mest, seveda občine in pa tudi države. Seveda pa zato, da imamo v občini dobre kulturnike, moramo imeti ljudi in jaz verjamem, da v občini Brežice imamo izjemno dobre kulturnike, ki so zelo aktivni na različnih področjih. Zelo aktivni so tudi na širšem področjih, saj njihova priznanja praktično dobivajo tako na državnih, kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. Seveda pa občina Brežice je ena od tistih, ki mora predvsem zagotavljati pogoje, da lahko kulturniki delate. Zato seveda najprej skrbimo, da imamo v občini objekte, tako v mestu, tale kulturni dom, kakor tudi po podeželji različnih krajevnih skupnostih in mislim, da je to tudi ena od osnov. Poleg tega pa vem, da niso dovolj samo prostori, ampak je potrebno tudi zagotavljati materialna sredstva in pa seveda denar. In zato tudi vsako leto preko razpisov poskušamo zagotoviti tako za profesionalno ljubiteljsko kulturo, kakor tudi za kulturno dediščino. Tudi v letošnjem in drugem letu predvidevamo, da kljub temu, da seveda je vse večje in večje pomanjkanje sredstev, da ostanejo sredstva za kulturo na enakem nivoju, na enaki višini, kajti zavedamo se, da brez kulture ne gre in enostavno kljub temu, da se krčijo sredstva več ali manj, ne moramo seveda vse privarčevati tudi na kulturi. Zato jaz mislim, da bomo z temi pogoji lahko nadaljevali z delom in seveda z vašim trudom, ki ga seveda delate, tudi to kulturo držali na enakem nivoju. Sam osebno ob tem čestitam vsem nagrajencem, čestitam vsem vam za soustvarjanje našega pestrega življenja in prepričan sem, da brez vašega dela naša občina ne bi bila tako pestra in bogata, kot je. Zato čestitke v prazniku in vsem vam želim lepo današnje praznovanje in predvsem lep večer. Hvala lepa. Hvala lepa za te besede, za katerih sem kar malo zmeden. Spomnil sem se, da je bilo res tako otroštvo, mislim, da je bilo, da ste kar zelo lepo povedali. Zdaj pa zares. Spoštovani gospod župan, spoštovane gospe in gospodje, gospodične in gospodiči, prebivalke in prebivalci občine Brežice. Veliko čast mi je, da lahko letu, ki je posvečeno mojemu očetu, častnemu občanu občine Brežice, kot uvod v podelitev nagrad za žlahtno kulturno udejstvovanje povem nekaj besed o dveh doktorjih, jezikoslovnemu in jezičnemu, Toporišiču in Prešernu. Med njima so stoletja, a družijo predanost slovenskemu jeziku in kulturi. Dvema stalnicama, brez katerih danes na tej proslavi po vsej verjetnosti ne bi govorili v slovenskem jeziku, za katerega je naš oče našel izjemno veliko ljubezen, ki je udejstvoval v desetletjih intenzivnega raziskovanja in zagovarjanja slovenščine. V tem smislu je treba razumeti njegov stavek, na katerega sta me prijazno opozorili
sestrična Veronika in teta Reza na Mostecu. Vsak jezik ima svoj dom in dom slovenščine je tukaj. Res je, tako kot je bil za Prešerna dom slovenščine v njegovi rodni Vrbi, je bil dom slovenščine za Jožeta Toporišiča na Mostecu, v Dobovi, v Brežicah, skratka v krajih, iz katerih sta oba izhajala. In v krajih, katerim sta se vedno znova vračala. Prešeren v prvem sonetu Nesreče in drugi poeziji, Toporišič v svojih jezikoslovnih razpravah in razmišljanjih o jeziku. V tem smislu je treba slovenščino razumeti kot posodo njunih imen, kot jezik, ki ga je potrebno spoštovati in gojiti. Tako kot je Prešeren s ciklusom Gazel želel razglasiti ime ljubljene Julije med Slovenci in jo tako ne samo postaviti v štric, ampak celo nad imena žensk, ki so jih opevali slavni pesniki, je Toporišič s ciklom slovnic, pravopisa in jezikoslovnih razprav želel in uspel razglasiti ime slovenščine med Slovenci in jo postaviti ob bok velikim jezikom. Svojim delovanjem je oznanil. Slovenščino je treba spoštovati tako, kot svoj jezik spoštujejo veliki narodi. Prav to je svojo romantično poezijo v času, ko je tudi sam kot jezik sporazumevanja večinoma uporabljal še nemščino, udejanil France Prešeren. Soneti Nesreče, Krstom pri Savici in z vso svojo vrhunsko poezijo, katere posoda je bila slovenščina. Hkrati pa je Toporišič skupaj s Prešernom oznanjal: živela si narodi, ki krepene dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo meja. Tem napolni z energijo, z bitjem in žitjem je tisto, ki nas žene naprej. Kaj je lepšega kot gromek aplavz, uvrstitev na višjo raven srečanja, zlato priznanje in ne nazadnje, smeh na vajah in po njih, stisk roke enako mislečih, samo pogled v sreči ali nesreči. Še Muren je rekel: in nič ni brez pomena pod težo svetega vremena, v vseh izrazih in obrazih večnost svoj pečat izda. Tak sredi zime, sred poletja, blešče skrivnostna razodetja in v dihu vetrca nemirnega moč prvotna trepeta, življenja polna. Slast pogleda ni manjša kot izražena beseda, ki se v duhovini objemajo, iz tihega srca zajemajo in silijo tja k tebi, ko več jim ni ostati v sebi. In jaz povem to, ko še smem, in jasnost vzeta ni očem. Spoštovani nagrajenci, gostje, drage gospe in gospodje. Kulturni dan ni samo dan, ko naj bi se ljudje odpočili od vsakdanje bitke za kruhom, ampak je dan, ki naj bi dal nekaj več. To je dan, ki naj bi nam povedal, da za vsakdanje življenje ob materialnih dobrinah potrebujemo nekaj več. Ta več je kultura. Kultura ni nič drugega kot skupek vsega lepega in plemenitega, kar so ustvarili že naši predniki in kar ustvarja danes na tisoče članov v kulturnih društvih, profesionalnih sestavih ter vsak posameznik, ki dobro misli. Prav ljubiteljska kultura je tista kultura, ob kateri noben nič ne služi, hkrati pa bogati dobrih 107 000 odraslih Slovencev, ki aktivno delujejo v okviru kulturnih društev po Sloveniji. To so ljudje, ki svoj prosti čas in velikokrat tudi svoje zaslužke vlagajo v vaje, nastope in drugo prostovoljno delo. Preko ljubiteljske kulture se ljudje tudi medgeneracijsko povezujejo in večajo dostopnost kulturnih dobrin ter prispevajo k višanju kakovosti življenja v lokalnih skupnostih. Podeliti 4 priznanja, 2 bronasti odličji, 2 srebrni odličji ter 3 zlata odličja. Odločitev je bila sprejeta soglasno. Vsem prejemnikom priznanj in odličij čestitam in jim želim še veliko lepih trenutkov
pri kulturnem delu in obilo navdiha za kulturo, raziskovanje tudi v prihodnje. Upam, da bodo ta priznanja in odličja spodbuda za še odločnejše korake na področju ljubiteljske kulture. Vsem vam pa želim veliko kulturnih dogodkov, predvsem pa, da kulturo čutite in v njej uživate skozi vse leto. Hvala. Srečko Črpič je v ljubiteljsko kulturo vpet že dobrih 23 let kot odličen tenorist moškega pevskega zbora Kud Slavček z Velike Doline. Njegov žametni glas še posebej pride do izraza med solo nastopi, petju pa je izjemno predan. Zaradi svoje vesele narave, zanesljivosti in veselja do dela je kmalu postal eden izmed nepogrešljivih članov zbora, tako pri petju kot organizaciji prireditev. Jože Lepšina se z ljubiteljsko kulturo ukvarja že od mladosti in je kot instrumentalist in pevec še vedno aktiven na področju glasbenega ustvarjanja. Zadnjih 16 let je aktiven član kulturnega društva Franc Bogovič Dobova, kjer je leta 2000 prevzel mesto vodje sekcije Dobovski rokisti. Kot glasbenika ga zanimajo različne glasbene zvrsti, še posebej pa ga je pred leti pritegnila melodika značilne mehiške glasbe in tako je v letu 2005 v okviru domačega društva ustanovil sekcijo Mariachi La Paloma in postal njen vodja. Sara Levičar se je s plesom pobliže spoznala pri 5 letih v plesnem vrtcu v Krškem. Izobraževanje na plesnem področju je nato nadaljevala na nižji in srednji baletni šoli, svoje znanje pa je 1 leto izpopolnjevala tudi pod vodstvom Freda Lasarja. Je ena izmed ustanoviteljic plesnega društva Imani, kjer si od leta 2008 nabira izkušnje kot plesalka in koreografinja. S svojimi koreografijami se udeležuje različnih tekmovanj in plesnih srečanj, kot mentorica in koreografinja pa sodeluje s številnimi uspešnimi plesnimi skupinami. Leta 2010 je s plesno skupino Cabavide Spelera izvedla plesno gledališko predstavo Mali princ. 3 leta kasneje je ustvarila še koreografiji za plesni predstavi Šola šala in Zverjasec ter koreografijo za plesno pravljico Zmešnjava v Božičkovi vasi. Vesna Živič je svojo pevsko pot začela kot perspektivna in nadarjena pevka ženskega pevskega zbora Globoko. Ko se je čez čas število pevk zmanjšalo, je tudi na njeno pobudo dozorela ideja o ustanovitvi manjše ženske vokalne zasedbe. Tako se je leta 2009 oblikovala vokalna skupina Barbara. Vse od ustanovitve je njena predana pevka, med letoma 2010 in 2015 pa je opravljala tudi odgovorno in zahtevno nalogo predsednice vokalne skupine. Z veliko mero skrbnosti, predanosti in trdega dela je ustvarila primerne pogoje za dobro delovanje skupine, poskrbela za številčno popolnitev skupine ter vanjo vnesla dobršno mero pozitivne energije, optimizma in prijateljskega vzdušja. Blaž Zidanič je v ljubiteljsko kulturo v domačem kraju vpet že od mladosti, že več kot 15 let pa kot aktiven pevec s svojim lepim in prepoznavnim glasom bogati lovski pevski zbor Globoko. Je nepogrešljiv pri organizaciji in izpeljavi različnih kulturnih prireditev v kraju. Velja za zanesljivega, natančnega in zaupanja vrednega človeka, ki z vso resnostjo in neverjetno skrbnostjo že drugi mandat opravlja naloge blagajnika društva. Prav zaradi njegovega dobrega dela materialno in finančno poslovanje društva potekata nemoteno ter v skladu z veljavnimi predpisi. Čeprav delo blagajnika v društvu in navzven ni vedno prepoznavno, je njegov prispevek k nemotenemu delovanju društva nesporen. Ženski pevski zbor Pešece je bil ustanovljen pred dobrimi 30 leti na pobudo številnih pevk takratnega mešanega pevskega zbora, ki je zaradi odhoda zborovodja prenehal delovati. Njihov zborovodja je postal mladi glasbenik Vinko Žerjav in ga od leta 1984 predano vodil zavidljivih 27 let. Zadnja leta zbor uspešno vodi zborovodja Franci Vegel, predseduje pa mu Dragica Potokar. V zboru povprečno poje 20 pevk, ki prihajajo iz Pišec in sosednjih krajev naše občine, od tega jih polovica poje v zboru že od ustanovitve.
Pevke vse čas skrbijo tudi za enotni oblačilni videz, pri čemer si pomagajo z lastnimi sredstvi in donacijami. Zbor s svojim programom bogati tako kulturni kot tudi družbeni utrip Pišec in je nepogrešljiv na vseh kulturno-družabnih dogodkih v kraju in bližnji okolici. Vsem tem času je bilo vloženega ogromno truda in dobre volje, predvsem pa veliko odrekanja članic, da se je zbor lahko ohranil. Tako številen sestav, še zlasti v vaškem okolju, je v današnjem času težko obdržati skupaj. Jana Kovačič deluje na kulturnem področju v Artičah znotraj številnih sekcij že več kot 20 let, vsa leta pa je članica literarne sekcije Kut Oton Župančič Artiče, znotraj katere z mentorico Danico Avšič uspešno sodeluje pri raziskavi starih običajev, jih vpleta v svoja besedila, odlično interpretira in tako pomaga pri ohranjanju domače govorjene besede v vlogi komične, pretkane in včasih zajedljive meče. Njena pozitivna sproščenost, pripadnost kulturi in domači besedi jo dela edinstveno, neponovljivo in je zgled ostalim članom kulturnega društva. Zanjo je značilna nesebična požrtvovalnost pri vsaki dejavnosti, pri kateri sodeluje. Zaradi njenih sposobnosti, potrpežljivosti in humorja tudi ob najtežjih trenutkih je postala in ostaja nepogrešljiva članica Artiškega kulturnega društva. Roman Krošelj se z ljubiteljskim petjem v različnih sestavih neprekinjeno ukvarja že 33 let, zadnjih 17 let pa bogati pevske vrste moškega pevskega zbora Kapele. Leta 2007 se je v ustanovitvi kapelskih pubov pridružil tudi domačim ljudskim pevcem, kjer je 6 let opravljal mesto predsednika, hkrati pa tudi mesto podpredsednika moškega pevskega zbora. Poleg omenjenih sestavov je dejaven tudi v sekciji za ohranitev kulturne dediščine. Kot igralec je sodeloval pri društvenem projektu snemanja filma Tak ti je to blu. Roman Krošelj je zelo vesten in prizadeven član kulturnega društva Kapele. Z delovanjem v omenjenih sekcijah društva ohranja in širi bogato kulturno tradicijo kapel v domačem kraju, kakor tudi širom po Sloveniji. Je eden tistih članov, ki živijo za ljubiteljsko kulturo. Branko Bogovič kulturo živi od malih nog. Kultura je bila pri Bogovičevih stalni družinski član in se je prenašala iz prejšnjih generacij v nove. Zaradi službenih obveznosti je bil nekaj časa z doma, a ko se je po letu 1965 vrnil v domačo vas, je začel delovati v takratnem prosvetnem društvu Stane Vogrin z Dobova. V času njegovega predsedovanja se je društvo preimenovalo v Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova po njegovem očetu, glavni gonilni sili kulturnega življenja v kraju. Branko je bil dolgoletni predsednik društva, deluje pa v sekcijah Mešani pevski zbor, Likovna družina in literarna sekcija Beseda. Leta 2004 je v samozaložbi izdal knjižico o zgodovini dobovskega kulturnega življenja, mlajši tega ne vedo. Pred 9 leti pa je literarna sekcija Beseda izdala Prešernovo Pesem o nesrečni Katri, ki jo je sam ilustriral. Njegove ilustracije bogatijo tudi več knjižnih izdaj, katerih avtorji so člani domačega društva. Brez Brankovih karikatur si tudi ne moremo predstavljati pustnih novic, živi pa so tudi spomini na vodenje programa vsakoletnega pustnega karnevala v Dobovi, ki je bil z Brankom nekaj posebnega, žlahtnega. Zlato odličje Zveze kulturnih društev Brežice je tako priznanje za njegovo življenjsko delo na področju ljubiteljske kulture v občini Brežice. Zlato odličje prejme Anton Hribar.
Anton Hribar se je mešanemu pevskemu zboru Viva pridružil ob sami ustanovitvi leta 1992 in aktivno sodeloval pri registraciji društva, njegova je tudi ideja za ime zbora. Vse od tedaj je nenadomestljiv basist in nepogrešljiv člen pri obstoju zbora. V 24-letni zgodovini zbora je zasedal pomembne funkcije. Bil je predsednik, član upravnega odbora, natančen in dosleden blagajnik, član častnega razsodišča, v zadnjem času pa je član nadzornega odbora društva. Vseh nalog, ki so mu dodeljene, se loteva z izjemno natančnostjo in veliko odgovornostjo do sebe in zbora. Anton Hribar je ključna oseba pri Vivi, ko govorimo o načrtovanju in izpeljavi različnih gostovanj doma in v tujini. Njegov itinerar je dodelan do potankosti, vanj vloži v svoj prosti čas. Poleg tega je tudi vesten zbiratelj donatorskih in sponzorskih sredstev. Zaupanje, ki ga uživa med sopevci, je veliko, saj je nepogrešljiv tako na vajah, kot pri vseh delovnih akcijah, katerih vodja je. Je realist, zato vse morebitne težave rešuje z veliko mero razuma in s pomočjo bogatih življenjskih izkušenj. Viva brez Tončija ne bi bila Viva, saj svojo pronicljivostjo, natančnostjo, odgovornostjo in včasih kritičnostjo do projektov pomembno, če ne celo ključno, vpliva na splošno mnenje in klimo v zboru. Poslednje zlato odličje za leto 2015 podeljujemo Branku Kovačiču. Branko Kovačič je predan član kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Artiče in eden tistih, ki ga ljubiteljska kultura in delovanje v njej spremljata od otroštva. Kaliti se je začel kot plesalec v artiški folklorni skupini, se preizkusil kot gledališki igralec v dramski skupini, mnogo let pa ga poznamo kot pevca v moškem in mešanem pevskem zboru ter nepogrešljivega člana skupine ljudskih pevcev. Pri vsaki dejavnosti ga odlikujeta redno, kvalitetno in uspešno delo ter prizadevanje za razvijanje novih oblik in vsebin delovanja. Prizadeva si tudi za povezanost posameznikov in skupin v kulturnem ustvarjanju. Posebej odgovorno in predano je njegovo organizacijsko delo v domačem društvu, katerega predsednik je bil kar nekaj let. Kot predsednik mešanega pevskega zbora je že več kot 30 let ustvarjalno dejaven in zaslužen za dobro organizacijo in delovanje skupine. Je pomemben oblikovalec in izvajalec vseh pevskih programov in dogodkov, z dejavnim in poglobljenim odnosom do glasbene poustvarjalnosti pa je pevcem vzgled in pomembno prispeva k povezovanju številnih sekcij in dejavnosti. V imenu nagrajencev bo spregovoril prejemnik zlatega odličja Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2015, gospod Branko Bogovič. Vsi, ki ste tle, v vašem imenu tistim, ki so nas izbrali, ki so v nas videli nekaj več. Zahvaljujem se tudi komisiji, da nas ni izvrgla ven, da smo zaslužili to, kar so danes dobili. Tudi dvorana je polna, kar pomeni, da kultura v Brežicah, odnosno v okolici živi in da imate spoštovanje do nas, ki se desetletja in več trudimo, da nekaj naredimo. Torej, hvala vam vsem in županu in govorniku, ki je tudi naše gore list Magar v Ljubljani. Hvala lepa in lahko noč.
Jaz nočem v liriki ničesar povedati. Meni je edino le na tem, da izražam čustva, ki se rodi v trenutkih prebujene duše. Jako rad sanjam in plavam v njeni neskončnosti. K meni spol glasovi tihi, kakor tožbe tajni vzdihi, srski v žalosti žive. Mir, lega na zemljo, meni ni ga moč dobiti. Ni mogoče potopiti dušo spanjem in sladko. Tihi, polonočni čas, trepetanje zvezd v višavi, glas pijočega v puščavi, drst samotni, to sem jaz. Pridite, nevihte ve, pridi burno ti življenje, pridi šumno koprnenje in preopite mi srce.